In gospod Stevanovič bo to svoje, ta svoj nakup tega mesta moral seveda odplačati in to, kar smo videli, je, bom kar grdo rekla, politična prostitucija. Gledalke in gledalci ne vedo, pa bi bilo prav, da zdaj vedo, a ne. Prejšnjo sredo pred ustanovno sejo Državnega zbora smo imeli sestanek z začasnimi vodji poslanskih skupin, jaz sem bila takrat še predsednica Državnega zbora, kjer smo se odločali tudi o tem, kdo bo prevzel predsedovanje zelo pomembni mandatno-volilni komisiji. In takrat sem jaz zelo jasno zaznala, da je gospod Stevanovič že dogovorjen z stranko SDS. Kako ste to zaznali? Ko smo imeli na glasovanju predlog poslanske skupine SDS, da prevzamejo predsedovanje mandatno-volilni komisiji, je v drugem poskusu gospod Stevanovič tako zelo narahlo dvignil rokco in glasoval za njihov predlog, ki pa potem ni bil izglasovan, ker so se demokrati pa vzdržali. Tako da zelo hitro mi je postalo jasno, kaj se bo zgodilo, tako da to, kar je potem sledilo, seveda ni nobeno presenečenje in tudi ne bo nobeno presenečenje, ko bodo poslanci Resnice dali glasove za, rečemo zdaj, predsednika vlade. Zato bi zdaj na tem mestu tudi svetovala zdajšnjim oziroma dozdajšnjim koalicijskim strankam, poslanskim skupinam, naj ne prevzamejo glasovnic, kajti tukaj se bo verjetno želelo skrivati glasove poslancev Resnice, ker gre za tajno glasovanje.